Prvič samotestiranje v šolah. Namesto prireditve posebna oddaja. Ledena pravljica vseeno bo. Postani božiček za en dan. 20 let centra za starejše Medvode. Razveljavljeno gradbeno dovoljenje za del trase. Regijsko sodelovanje gasilskih zvez. V Medvodah novi prostovoljci iz tujine. V Pirničah obujajo čitalniškega duha. Lepo pozdravljeni. V Sloveniji je že dovolj nestrpnosti, razdvojenosti, sovražnosti. Ni potrebno, da to prenesemo tudi v šolo. Kljub težkim razmeram si strokovni delavci želimo, da pouk poteka v šoli, v varnem in spodbudnem okolju. To nam bo uspelo le z vašo podporo. To je del apela, ki so ga ravnatelji tudi medvoških osnovnih šol na svojih spletnih straneh naslovili na starše pred včerajšnjim prvim obveznim samotestiranjem učencev, ki bo glede na vladni odlok potekalo 3-krat tedensko v prostorih šole. Kot smo poročali že v prejšnji oddaji, so tudi ravnatelji medvoških osnovnih šol zaradi samotestiranja in obveznega nošenja kirurških mask že dobivali peticije, grožnje s tožbami, napovedani so bili tudi shodi staršev. Skratka, prav zato smo se v uredništvu televizije Medvode odločili, da se s kamero odpravimo na teren dan kasneje, torej danes zjutraj. Od včeraj dalje torej velja, da je samotestiranje 3-krat tedensko v šoli obvezno za vse učence, saj naj bi se velik delež vseh prenosov dogajal prav v šolskih klopeh. Eden od razlogov, zakaj tako, je tudi ta, da mnogi starši svojih otrok niso testirali doma. Da je samotestiranje vseh učencev v šoli sicer dobro steklo, pravijo tudi na osnovni šoli Preska, kar potrjuje prepričanje ravnateljev vseh medvoških šol, izrečeno na koordinaciji prejšnji torek, da učenci to zmorejo, tudi najmlajši. Pri tem bi rad izpostavil sodelovanje staršev, saj so se v veliki večini zelo dobro učenci pripravili, tudi tisti na razredni stopnji, se pravi recimo v prvi triadi. Tukaj smo naleteli na naši šoli na velik posluh tudi kolegov učiteljev. Predvsem so bili pa učenci kar do neke mere vznemirjeni. Pa ne v tistem negativnem smislu, ampak da se nekaj novega dogaja. V enem od razredov so tako iznašli tudi novo igro kuhanje smrkcev, da torej samotestiranje ob sodelovanju in odgovornem odnosu staršev ne bi smelo biti organizacijski problem. Zagotovo je ukrep na mestu v smislu tega, da imamo slabo epidemično sliko v državi. Predvsem tukaj mislim na funkcioniranje zdravstva. Mislim, da se moramo družba kot celota zavedati, v kakšnem stanju smo in da vsak prispeva svoj košček, svoj del zgodbe, da ta virus res zajezimo in da ga končno tudi premagamo. Seveda je tukaj veliko operativnih vprašanj, takšnih in drugačnih, tudi logističnih. Šola ni bila ustanovljena za to, da postane bolnica oziroma da izvajamo določene zdravstvene zgodbe. Tudi učitelji so imeli kar veliko pomislekov, saj si lahko predstavljate, kaj ne. Tako da še vedno mislim, da bi bilo morda bolje, da bi učenci prve triade izvajali testiranje doma, v varnem domačem okolju. Tukaj je treba staršem tudi zaupati. Samotestiranjem doma bi se lahko izognili protokolu, ki sledi, če se šele v šoli na samotestiranju ugotovi, da je test pozitiven. Ja, seveda to pomeni, da moramo v skladu s priporočili oziroma navodili in pa v skladu z odlokom tudi ustrezno ukrepati. Takšnega učenca moramo osamiti oziroma izolirati. Pokličemo starše, kjer ga pridejo iskat seveda in opravijo potem v nadaljevanju PCR test. Šele PCR test pozitiven pomeni, da je otrok oziroma učenec oziroma posameznik okužen in ukrepamo naprej. To pomeni, da gre oddelek v karanteno, tak učenec pa v samoizolacijo. In problem je tudi v tem, da starši včasih nimajo časa tisti trenutek priti v šolo, ker so pač v službah, imajo druge obveznosti
ki jih ne more odložiti, in takšen učenec počaka potem v nekem, recimo temu, varnem okolju v šoli, kar pomeni seveda tudi neko določeno odgovornost tudi za šolo samo. Od 631 učencev osnovne šole Preska je bil hitri test ene od učenk včeraj pozitiven, tudi kasneje na PCR testu. Samotestiralo se je približno 70% učencev, 15% je prebolevnikov ali so cepljeni, 8% jih je bilo zaradi različnih vzrokov včeraj doma, od 5 do 7% pa je tistih, za katere starši očitno ne dovolijo samotestiranja oziroma niso dali svojega soglasja. Razumem stisko staršev, ki pač ne dovolijo oziroma se ne strinjajo s takšnimi ukrepi. Vendarle bomo morali na šoli delovati v skladu z omenjenim odlokom vlade, ki nalaga šoli, da vkolikor otrok ne pristopi k samotestiranju, se potem šola nadaljavo od doma. Mi na šoli pač bomo morali poskrbeti, da bo takšen pouk tudi potekal. Starši pa bodo morali poskrbeti za to varstvo, če gre za prvo triado najbrž. Seveda, saj tukaj pravzaprav je odlok tudi jasen, a ne? Pri starših, ki se bodo odločili, da se njihov otrok ne bo samotestiral v šoli in se bo posledično šolal nadaljavo, ni izpolnjen pogoj tako imenovane višje sile pri obveznosti varstva otrok, pojasnjujejo na Ministrstvu za delo. Če bo starš želel ostati z otrokom doma, se bo zato moral z delodajalcem sam dogovoriti o drugi podlagi za odsotnost dela. Vrata šole se namreč za učenca, ki ne bo izpolnjeval PCT pogoja, ne bodo odprla. V preteklih dnevih so bile tudi na Jurmana, tako kot na druge ravnatelje in učitelje, naslovljena določena vnaprej oblikovana pisma in pozivi staršev, ki se ne strinjajo z vladnimi ukrepi, nekateri torej s samotestiranjem, drugi z obveznim nošenjem mask. Kar se tiče same uporabe mask, kakšnih ogromnih zapletov na šoli pravzaprav ne beležimo. Tudi najmlajši učenci nekako zdaj uporabljajo ustrezne maske. Imamo seveda, tako kot je to primer v drugih šolah, tudi nekaj nasprotnikov, ampak z nekim dogovarjanjem ali pa z nekimi kompromisnimi rešitvami se skušamo približati tudi takšnim primerom. Ravnatelji pa tudi učitelji se v teh dneh torej soočajo s strpnostjo večine staršev, z grožnjami in napovedanimi tožbami strani posameznih staršev in z odsotnostjo jasnih navodil, ki jih okrožnica šolske ministrice večer pred samotestiranjem ni prav nič predrugačila. Recimo, učenci že prihajajo na avtobus zjutraj, so skupaj, potem 1,5 metra bi morala biti razdalja v razredu. Mi imamo že tako majhne učilnice in pri 25 učencih zelo težko zagotovimo ali pa skoraj da ne moremo zagotoviti ustrezne razdalje. Tako da jaz verjamem, da bo vsaj del teh vprašanj razrešen tudi v naslednjih dneh ali pa tednu ali 14 dneh. Že v prejšnji informativni oddaji smo poročali, da je civilna zaščita občine Medvode na številne naslove, na vse potencialne organizatorje prireditev in druženj, bodisi internih ali z obiskovalci, naslovila enoten apel, naj dobro razmislijo o tovrstnih dogodkih, ali so nujni, ali pa jih lahko prestavijo na obdobje, ko bo epidemiološka slika ugodnejša. Temu apelu so se odzvali tudi organizatorji akcije Moja dežela lepa in gostoljubna in zaključno prireditev, načrtovano v petek v galeriji Sora, prestavili na splet in male ekrane. Prihodnjo sredo si jo bomo lahko ogledali na naši televiziji. Podobno je bilo tudi lansko leto. Gre za skupno akcijo Turistične zveze Medvode in javnega zavoda Sotočje, vsa leta tudi ob angažmaju naše televizije. Medvoška turistična akcija Moja dežela lepa in gostoljubna, vodena po vzoru vseslovenske akcije, ima lepo zgodovino. Letošnja je bila tako že 25. po vrsti. In še do danes nam ni zmanjkalo, bi rekla, novih lepih koncev po Medvodah. Ljudje se resnično trudimo,
vsi skupaj, da nam Medvode izgledajo lepo in urejeno. V oddaji nas bo nagovoril tudi župan občine Medvode Nejc Smole, ki se je zahvalil vsem organizatorjem akcije in zaključne prireditve, predvsem pa tudi vsem tistim, ki so tudi letos predlagali dobitnike priznanj. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da v današnjem času zelo težko vidimo še kaj lepega. In vi, tisti, ki ste te predloge dali, ste v vaši okolici videli tiste, ki z urejenostjo, z urejanjem, z voljo do urejanja še posebej izstopajo, zato vam iskrena hvala. In seveda iskrene čestitke tudi vsem, ki ste prejemniki teh priznanj, ste nam svetal vzgled na področju urejanja naše okolice. Letos je bilo po odločitvi 4-članske komisije skupaj podeljenih 11 priznanj v 6 različnih kategorijah. Po odločitvi Turistične zveze Medvode pa so podelili še 2 posebni priznanji. In ker običajne prireditve tudi letos ni bilo, so člani komisije večino priznanj odnesli dobitnikom kar na dom oziroma na teren. Oddajo so s petjem, besedila so predvsem kulinarično obarvana, popestrila sicer okrnjena zasedba vokalne skupine Male Malice in pianist, skladatelj, šansonjer in literat Tomaž Hostnik. Oddaja bo že sicer kulinarično obarvana. Glede na to, da je Slovenija kulinarična destinacija Evrope, je padel tudi predlog, da mora občina Medvode postati kulinarična destinacija Slovenije. Predlog je podal Polda iz Mojstrane, lik, ki ga je prav naša televizija že pred leti ustvarila za zaključno prireditev najprej vse slovenske, pred 2 letoma pa tudi medvoške zaključne prireditve akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna. In kakšna je njegova utemeljitev kandidature? Malo za šalo, malo za res. Jože Oseli, Medvoščan, osebni kuhar in butler Josipa Broza Tita, pa kuhal je tudi za Elizabeth Taylor med drugim. Franci Jezeršek živi v Medvodah, tudi on je kuhal Titu, Arafatu, Castru, no pa tudi za Eurobasket, pa žena njegova tudi potico za papeža, okay. Mojca Trnovec, članica komisije Mali šef Slovenije. Luka Jezeršek, član komisije Masterchef Slovenije. Nik in Nika, zmagovalca 2. sezone Malega šefa. Pa morda tudi zmagovalec Masterchef Slovenije 2022. Torej, kdo so dobitniki priznanj? Katera hiša, blok, kateri lokal, gostilna, javna površina ali objekt? In objekt kulturne dediščine je bila leta 2021 najlepše urejena med lepo urejenimi. Kdo vse se ponaša še z gostoljubnostjo in kdo so posebni nagrajenci? Vse to v sredini posebni oddaji in potem v četrtek v redni informativni oddaji, če bo seveda šlo vse po pričakovanjih. Sledi pa odgovor na vprašanje, ki si ga je morda že kdo zastavil. Zakaj se je kljub taki epidemiološki sliki in kljub apelu naj prireditev in druženj ne bo, letos vendarle obeta ledena pravljica? Bo zato, ker so nam takrat, ko smo začeli s postavljanjem razmere, to popolnoma omogočale, se pa tudi vmes pravzaprav niso toliko spremenile, da drsališča absolutno ne bi smelo biti. Je pa treba poudariti, da drsališče bo lahko stalo in bo lahko obratovalo le pod seveda vnaprej določenimi pogoji, ukrepi in priporočili bodisi Vlade Republike Slovenije, bodisi NIJZ-ja. Drsališče in spremljajoča ponudba se odpirata že jutri, torej v petek 19. novembra. Med tednom bo drsališče obratovalo od 15. do 21. ure, med vikendi pa od 9. do 21. ure. Izpolnjevati bo potreba seveda PCT pogoj, ki ga bomo preverjali že tukaj na vhodu. Prizorišče bo pravzaprav tako ograjeno, da bo pravzaprav mogoč dostop samo na enem mestu in tam bomo preverjali PCT pogoj, ki bo seveda potreben za vse nad 12 letom starosti. Vsi bodo morali nositi maske, medtem ko bodo prisotni tem, seveda razen takrat, ko bodo uživali v gostinski ponudbi. In pa tisto glavno, kar je še, omejili bomo število obiskovalcev na posameznem segmentu drsališča. Torej, omejitev bo 20 ljudi v gostinskem obratu, 20 ljudi v bistvem času lahko na ledeni ploskvi in pa 20 ljudi hkrati na zunanjem delu drsališča, ampak vseeno znotraj ograje. Torej, več kot 60 ljudi na prostoru naenkrat naj ne bi bilo. Tudi to bomo nadzorovali.
Tako kot vsa leta doslej bo tudi letos možna izposoja drsalk in drsalnih pingvinov. Glede na to, da ostalih prazničnih prireditev po vsej verjetnosti ne bo, se torej vsaj nekaj prazničnega vzdušja obeta na ledeni ploskvi. Za nekaj prazničnega vzdušja pa lahko še do konca tega meseca poskrbimo tudi sami, saj lahko postanemo božiček za en dan. Zavodu 364 in številnim prostovoljcem te dobrodelne akcije je v 9 letih uspelo osrečiti več kot 78.000 otrok in starostnikov. In kako postati božiček? Na spletni strani Božiček za en dan se preprosto registriramo. Tam je na voljo seznam otrok in starostnikov, s katerega si lahko izberemo svojega obdarjenca. Izvemo njegovo ime, starost, spol in še kakšno dodatno informacijo, ki pride prav pri pripravi darila. Prav tako so na spletni strani tudi napotki, kakšno naj bo darilo in kako pripravljeno. Potem ga lepo okrašenega odnesete na enega od številnih zbirnih mest. Lahko tudi na zbirno mesto v športni dvorani Medvode. Veseli smo se prav, da je Zavod Sotočje tudi letos pristopil k akciji Božiček za en dan. Se pravi, nudimo v bistvu zbirno mesto za zbiranje teh daril. Gre za dobrodelno akcijo, se pravi, kjer lahko naši občani prek spletne strani zberejo v bistvu neznanca. To gre za posameznike iz ranljivih skupin, se pravi otroci, mladostniki, starostniki, ki prihajajo iz socialno-ekonomskih problematičnih okolij in tako naprej. In mu pač podarijo neko darilo za Božič. Božičkov seznam je kolektivno delo na stotine šol, vrtcev, centrov za socialno delo, društev, skratka številnih ustanov, ki so v stiku z ljudmi v stiski. V javnem zavodu Sotočje so bili nad lanskoletnim izidom akcije navdušeni. Lansko leto smo zbrali res veliko teh daril, tako da hvala še enkrat vsem, ki ste bili del tega. Letos pa upamo, da bo ponovno tako. Mislim, da je to dobrodošlo sploh v teh časih, ker so te tudi psihosocialne stiske mladostnikov, otrok še toliko večje zaradi situacije z virusom in tako naprej. Darilo lahko date na zbirnem mestu v športni dvorani Medvode vse do konca novembra, od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure. Mi v bistvu najprej spromoviramo zadevo, omogočimo zbirni center, poskrbimo, da to na pravi način poteka, se pravi zdaj z držanjem vseh teh ukrepov, ki se iz dneva v dan spreminjajo. In pa potem dostavimo ta darila v center, kjer potem odpeljajo darila dejansko tem posameznikom, katerim so namenjena. Center za starejše Medvode je od ponedeljka dalje spet odprt za najavljene obiske ob upoštevanju pogoja PCT in vseh ostalih ukrepov za zajezitev bolezni COVID-19, ki je spet našla pot v center. Situacija pa še zdaleč ni primerljiva z res težkim stanjem pred slabim letom dni oziroma s trenutnim stanjem v občini. Glede na razmere pa praznovanja ob 20-letnici delovanja centra vendarle ne bo, vsaj letos ne. Smo pa v kratkem pogovoru z direktorjem Blažem Razvornikom, direktorjem Centra za starejše Medvode, vendarle podali nekaj trenutne statistike. Najprej pa pogled nazaj. Dom za starejše je uradno odprl svoja vrata 16. novembra leta 2001, 498 dni po polaganju temeljnega kamna. Zgodba pa se je, vsaj za javnost, začela že bistveno prej in to ob ugotovitvah pristojnega ministrstva, da občina Medvode še leta ne more računati na državno pomoč. Zato sta naložbo prevzeli družba Mebles in Robit ter občina Medvode, čeprav slednja ne s popolno podporo občinskega sveta. Namesto, da bi občina dobila plačan komunalni prispevek za dom in naselje Zbirski gaj, šlo je namreč za enoten projekt, je dobila 15% solastništvo v družbi Dom Medvode, ki je pridobilo državno koncesijo za upravljanje doma za starejše. Vse s ciljem zagotoviti prednost Medvoščanom bodisi pri nastanitvi, bodisi pri zaposlitvi.
Negovalni del doma za starejše je sicer kupila Loterija Slovenija, zato je občina Medvode svoj vložek tako rekoč dobila nazaj, vendar ga je s stečajem podjetja Dom Medvode, ki je predtem bilo prisiljeno vrniti koncesijo nazaj, spet izgubila. Vrniti ga je morala nazaj v stečajno maso, še dodatno pa je izgubila tudi na dobrem glasu. Oktobra leta 2003 je tako upravljalec doma starejših postalo zasebno podjetje Deos. Sledilo je zanj turbulentno leto. Nesoglasja z nezadovoljnimi lastniki varovanih stanovanj, saj Deos ni želel plačevati tako visoke najemnine kot predhodnik, kot tudi zaposlenimi, ki so menili, da jih je premalo, dela pa preveč in premalo plačano. Potem so se stvari umirile in iz doma starejših oziroma po novem iz centra za starejše Medvode so začele prihajati več ali manj le prijetne novice. Srečen konec za številne starostnike, ki so v tej ustanovi dobili nov dom za prijetno jesen življenja, morda le malo predragega. Zadnjih 5 let sem tukaj kot direktor centra, tako da poznam tudi nekaj male zgodovine, tako kot vsa Slovenija dejansko od začetka, podrobno pa zadnjih 5 let. Seveda je projekt na začetku bil zastavljen zelo na široko, tudi na naselje, ki stoji zraven ob stavbi doma, kar bi pomenilo še več zaposlenih, še več strank tega doma, vendar pa, kot vemo, se tako ni šlo in pač delujemo kot klasični dom za starejše. Statistika trenutno pri zaposlenih je nekoliko višja, trenutno imamo 104 zaposlene, želeli bi si jih še nekaj več. Stanovalcev imamo 195, v nekaterih trenutkih jih imamo tudi 200, vendar pa zaradi trenutne situacije, ki je, moramo imeti tudi nekaj prostih sob na razpolago. Vseh 20 let nas je na recepciji pričakala domačinka Darja Osredkar. Tukaj je naš praktično drugi dom. Pač smo toliko povezani s tem stanovalcem, da pač smo že kot domači, kot doma. No. Drugače pa jaz rada kontaktiram z njim, pogovarjam se, tako da mi je prav dobro z njim. No. Mi je mogoče kakšen stanovalec ostal res v prav posebnem spominu, glede na to, da je 20 let že nekako to deljenje skupnih stisk recimo in radosti in veselja? Tako je, marsikjer bi rekla, da je ostaneti, za hudoti je zakon, ki gre, ne? Ker se praktično preveč navežeš na to, na njega. Ne? Spomnim se pa recimo Mršič Radota, on je bil srčni bolnik in je šel v bolnico, takrat sem ga zadnjič videla v bolnici, ko šla k njemu na ogled. In je bil prav srečen, ko sem prišla prav, joj Darja, ti si mene prišla obiskati. Tako da določene so še, ne vem, lahko Milka Bergantova, ki je tudi tle bila sosednje ulice, ne, tako da vse se bi še nadal marsikdo. Recimo Edi Šelhaus, ki je znan fotograf bil med nami, je rekel, da je pač se dobro počuti tukaj med nami in pač pride bolezen in počasi grejo. Recimo gospod Bibič, igralec, imamo še Žižek, ki je bil znan tale tudi, ne, med nami. Veliko je takih še tudi med drugim bolj preprostimi ljudmi, ampak dale trenutno se vseh ne spomnimo. Potegnili smo jo dobesedno izza pulta recepcije, kjer imajo zadnji skoraj 2 leti še dodatno več dela. Najbolj težko pa je mogoče to, ko moramo ljudi odvračati, pa se nad nas praktično nekateri se kar kregajo, kot da bi bili mi krivi, da smo to, da je zaprt dom, pa vse, ampak pač takšna so pravila, ne. Mi se moramo tega držati. Drugače pa, se pravim, nekateri so pa zelo razumni, res. Ja. Kdo je bolj razumen, stanovalci ali obiskovalci? Stanovalci bolj. Obiskovalci z nekaterimi je res problem. In kakšno je trenutno epidemiološko stanje v centru za starejše Medvode? Razmere kot takšne so slabše kot pred letom dni v okolici doma. V samem domu smo se pa od teh težkih razmer v lanskem decembru veliko naučili. Moram povedati, da so tudi naši stanovalci in pa obiskovalci bolje ozaveščeni. V okolju je veliko okužb, kar pomeni, da se tudi domovi starejših ne moremo izogniti okužbe. Trenutno imamo eno stanovalko okuženo,
ki je v rdeči coni, tako da smo prevzeli vse predvidene protokole in upamo, da bomo od jutri dalje ponovno ena velika bela cona. Strinja se z ugotovitvijo, da je delo v domovih za starejše že sicer med fizično in psihično zahtevnejšimi. Kar se tiče problematike, da ne samo v domovih starejših, zdaj je ta problematika povsod izpostavljena. Težko dobimo zaposlene v domovih, v bolnišnicah, v zdravstvenih domovih. Razlogi za to so tudi vsem poznani. V zadnjem času vidimo, da se dela nekaj na tem in upam, da se bo še delalo na tem. Delo v domu starejših je težko. Za delo v domu starejših moraš biti, jaz pravim, rojen. Ne more vsak delati kot medicinska sestra, kot negovalec, kot strežnica, kot čistilka v domu za starejših. V domu starejših moraš imeti tudi empatijo, mi rečemo empatija, moraš imeti sodelovanje s stanovalci, domačnost s stanovalci. To je tisto glavno, kar loči delavce v domovih za starejše od recimo tistih v bolnišnicah. Po kolektivni pogodbi je izhodiščna plača strežnice 733 evrov, najvišja možna po vsem napredovanju pa 1085 evrov. Za bolničarja negovalca je izhodiščna plača 892 evrov, najvišja možna po napredovanju pa 1320 evrov. Za srednjo medicinsko sestro pa je izhodiščna plača 1128 evrov, najvišja možna po napredovanju pa 1670 evrov. Govorimo na žalost o bruto zneskih. In ker je zajamčena plača sramotnih 736 evrov neto, je vse do 22. plačilnega razreda tako rekoč uravnilovka. Za isto plačo si marsikdo raje poišče delo drugod. V Deosu so zato uvedli tudi svoje interne načine pridobivanja novega kadra. Da ponujamo zaposlenim predvsem štipendije, izobražujemo vse, ki se želijo izobraževati. Plačna politika je takšna, kot je po kolektivni pogodbi in upamo, da se bo izboljšala, saj menim, da si naši zaposleni zaslužijo boljše plače. Center starejših Medvode se deli na dva dela. Levi del je negovalni in varovalni oddelek, drugi del pa predstavljajo varovana stanovanja in garsonjere, ki so bile narejene za prodajo in jih koristijo bodisi tisti lastniki, ki so že dopolnili vsaj 65 let, bodisi najemniki Deosa. Več kot 90% je prav takih. Kot rečeno pa se ni izpeljala dobro načrtovana zgodba z varovanimi stanovanji tudi v samostojnih hišah Zbirskega v neposredni bližini. Pred 20 leti je Medvoški dom za starejše veljal za nadstandardnega, pa sedaj? Trenutno poteka samo še prostovoljstvo, smo ponovno spostavili aktivni dan, predvidevamo, da bo ponovno pričel delovati v naslednjem tednu. Dnevno varstvo pa v teh časih dajemo tako malo na stran in čakamo na boljše pogoje. Pred 5 leti so uvedli program Aktiven dan, ki je namenjen izboljšanju kakovosti življenja starejših, tudi tistih, ki še bivajo v svojem domačem okolju in se zaradi različnih ovir ne morejo udeležiti primernih aktivnosti zunaj svojega doma. Pred slabimi 4 leti so uvedli tudi program Aktivno varstvo oziroma dnevno varstvo za starostnike, ki je namenjeno vsem starostnikom, ki še živijo doma, zaradi nesamostojnosti pri dnevnih opravilih pa potrebujejo pomoč oziroma to je pomoč njihovim svojcem v času odsotnosti. Na zadnjem dnevu odprtih vrat pred 2 letoma pa so predstavili tudi program Prijatelj srca. Deos pred 10 leti sicer ni kandidiral za pridobitev koncesije, da bi opravljal tudi storitev pomoč družini na domu, kot jo opravlja v nekaterih drugih občinah. Odkar pa Center za starejše Medvode vodi Blaž Razvornik, pa je menda interes vedno izkazal. Kot pa vemo, se je občina oziroma občinski svet letos odločil, da ta storitev po novem letu poteka pod okriljem javnega zavoda Sotočje Medvode.
Ja, v ponedeljek so se v Medvodah zbrali predstavniki gasilske regije Ljubljana 1. Regija združuje predstavnike 10 gasilskih zvez. Tokrat pa so se v sejni sobi občine Medvode srečali na svoji 13. redni seji, da prediskutirajo aktualnosti svoje dejavnosti. Regija Ljubljana 1 je po velikosti tretja gasilska regija v Sloveniji in združuje predstavnike 10 gasilskih zvez iz obljubljanske regije. Poleg Medvoške so to še Gasilska zveza Brezovica, Dol, Dolsko, Dolomiti, Horjul, Ig, Ljubljana, Škofljica, Velike Lašče in Vodice. Regija Ljubljana 1 deluje nekako umestno, povezovalno med Gasilsko zvezo Medvode, torej občinsko gasilsko zvezo in pa Gasilsko zvezo Slovenije. In to, da ste danes tukaj v Medvodah, ni povsem običajen slučaj ali pač? V tokratnem mandatu, ki se počasi izteka, volitve so 2023, pač regija kroži po občinskih gasilskih zvezah in današnji gostitelji smo Gasilska zveza Medvode v sodelovanju z občino Medvode in županom, ki nas bo tudi prišel pozdraviti na začetku delovne seje, smo pač danes v Medvodah. V regiji je združenih kar 105 gasilskih društev, 6 od teh pa prihaja iz naše občine, tudi društvo z najštevilčnejšim članstvom, to je prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče. Gasilska zveza Medvode skozi zelo dobro sodeluje, opremljeno je zelo v redu, vse skozi se nabavljajo nova vozila in pa predvsem tudi strokovna usposobljenost je taka, da omogoča uporabo te tehnike. Seja sveta regije Ljubljana 1 je tako pretekli ponedeljek smiselno zaokrožila za gasilce najbolj pester mesec v letu, to je oktober, mesec požarne varnosti, posvečen predvsem opozarjanju občanov na potrebne preventivne dejavnosti in pravilno ukrepanje v primeru požara. Z vsemi 6 društvi smo zadovoljni, navsezadnje so vsa društva pokazala določeno aktivnost na preventivnem področju. Poleg tega je bila tudi skupna vaja Gasilske zveze Medvode in vseh 6 prostovoljnih gasilskih društev. Prav v teh dneh pa poteka tudi tečaj za operativnega gasilca in pričakujemo, seveda ob predpogoju, da bodo uspešno izvedli tečaj, da bomo pridobili novih 30 operativnih gasilcev. Mesec november je odločilni mesec za odločitve povezane z izgradnjo povezovalnega kanala C0, ki je sestavni del velikega kohezijskega projekta Čisto zate. Novembra pred 2 letoma je Državni zbor namreč sprejel priporočilo, naj okoljsko ministrstvo temeljito preišče in zaščiti ljubljanski vodonosnik in ustavi gradnjo povezovalnega kanala, ki naj bi kanalizacijo iz občine Vodice in dela naše občine pripeljala na centralno čistilno napravo v Zalogu. Ta naj bi se v okviru tega projekta še nadgradila. Lansko leto, spet meseca novembra, je Ustavno sodišče zavrglo ustavno pritožbo zoper sklep Ljubljanskega mestnega sveta in tako omogočilo nadaljevanje projekta oziroma omogočilo je, da Mestna občina Ljubljana pridobi še manjkajoče gradbeno dovoljenje. Letos novembra pa je okoljsko ministrstvo razveljavilo pravnomočno gradbeno dovoljenje na delu trase z razlago, da bi morala biti prej izvedena presoja vplivov na okolje in pridobljeno okoljevarstveno soglasje. Ponovimo nekaj dejstev. 2 leti nazaj na skupni novinarski konferenci 3 županov, ljubljanskega, vodiškega in medvoškega, je bilo na temo povezovalnega kanala C0, ki je sestavni del prve faze projekta Čisto zate, izrečeno sledeče. Da je v prostor in prostorske dokumente Mestne občine Ljubljana trasa povezovalnega kanala C0 umeščena že skoraj 30 let. Da se je priprava dokumentacije za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada Evropske unije začela že leta 2008. Da je bila zahteva Evropske unije, da se 3 projekti združijo v en velik projekt, ki vključuje tako izgradnjo in dogradnjo kanalizacije v 3 občinah, Vodicah, Medvodah in Mestni občini Ljubljana, izgradnjo sedaj spornega povezovalnega kanala C0 in nadgradnjo centralne čistilne naprave v Zalogu.
Da je leta 2017 agencija Jaspers vzela projekt še enkrat pod lupo, tudi zato, ker je bil na Evropsko komisijo naslovljen dvom anonimne civilne iniciative prav na neprimernost fekalnega kanala, ki poteka po vodovarstvenem območju. Da je Evropska komisija sredi leta 2017 za projekt izrekla končni da, in še, da je Ministrstvo za okolje in prostor pri projektu ves čas sodelovalo in je njegov soinvestitor. In še, da če ministrstvo ugotavlja napake v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj za izgradnjo kanalizacijskega kanala C0, v bistvu ugotavlja, da so bile storjene napake na ministrstvu oziroma pri službah pod njegovim okriljem in ne na strani Mestne občine Ljubljana. In še, da bi Ljubljančane moralo bolj skrbeti dejstvo, da je Ljubljana, ki skorajda v celoti leži na vodovarstvenem območju, sedaj prepredena z dotrajanim kanalizacijskim omrežjem, ki je staro tudi 50 let. In da se s projektom Čisto zate ukinja 4500 greznic, ki sedaj ogrožajo ljubljansko podtalnico. Največ očitkov je bilo leta 2019 in kasneje že sicer izrečenih na račun Agencije Republike Slovenije za okolje, ki sprva ni zahtevala analize vplivov na okolje, po vseh kolobocijah pa je to leta 2020 vendarle zahtevala. Razlog precej banalen, ker je investitor v nekaterih primerih pod cevi vgrajeval betonske kinete. Zanimivo, prav te naj bi bile še dodatno varovalo, če bi ob morebitnem res hudem potresu prišlo do preloma kanalizacijske cevi in bi fekalna kanalizacija ogrozila podtalnico. Decembra lansko leto je Mestna občina Ljubljana, torej na ARSO, podala vlogo za izvedbo presoje vplivov na okolje in izdajo okoljevarstvenega soglasja, kar pa je slednja zavrnila. Razlog za zavrnitev pa ni bila neustreznost projekta, tega ARSO namreč sploh ni ugotavljal, ampak dejstvo, da za izdajo slednjega na ARSO niso pristojni. Saj se v primeru, da je za objekt potrebno pridobiti tako gradbeno dovoljenje, kot opraviti presojo vplivov na okolje, oba postopka združita v integralni postopek, za katerega pa je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. In kot rečeno, zadnje dejanje okoljskega ministrstva je bilo razveljavitev pravnomočnega dovoljenja za del trase povezovalnega kanala C0, kar je župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković označil kot enega od 3 napadov vladajoče stranke nanj pred volitvami. Potezo okoljskega ministrstva, ki ga vodi Andrej Vizjak, je Janković na novinarski konferenci prejšnji teden označil za zgrešeno. Za prvih vsega tega smešenja samih sebe smo dobili odlok, ki nam je MOP razveljavil pravnomočno gradbeno dovoljenje za, poudarjam, dolžino 6 metrov. Poudarjam dolžino C0 6 metrov, to sta 2 cevi in to je manj kot 0,05, se pravi manj kot 0,5 promila. In mi smo vložili tožbo, jasno, na to, ker ugovora ni možno. Na novinarski konferenci je dodal, da imajo na občini 5 pravnomočnih gradbenih dovoljenj in da je od 12 km povezovalnega kanala C0, ki občino Medvode in Vodice povezuje s čistilno napravo v Zalogu, skoraj 10 km že izvedenih. ARSO, poudarjam, je 2-krat do zdaj napisal, da ni potrebna presoja vplivov na okolje. Zdaj, ki je pa narejenih 10 km, govorimo C0, je tretjič rekla, ko smo bili vprašanje kinete, ki trdimo, da ga lahko izvajamo kot del PZI, ne rabimo gradbenega dovoljenja, je ARSO napisal, presoja vplivov na okolje. Mi smo dali elaborat za celo dolžino, ampak ne znam si predstavljati, kako si predstavljati presojo vplivov na okolje za 12 km, pri čemer pravim je 10 že narejenih, ko gre v bistvu samo vprašanje kinete. Da gre za skupni projekt vreden 110 milijonov evrov brez DDV-ja, da je 69 milijonov evrov evropskega denarja, 12 milijonov evrov je primaknila država, ostalo pa 3 občine, ki sodelujejo v projektu. Zdaj sprašujem, nekdo sam sebi,
ki plačuje ta projekt, ukinja 6 metrov, pri čemer, kot veste, imamo neke roke, ko moramo to zaključiti, govorim za Republiko Slovenijo. Če ne bo v roku, ki je september 2023 zaključeno, pride kazen za Republiko, ki lahko doseže milijon evrov dnevno. In da na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če projekt ne bo zaključen do roka, nima odgovora. Jaz tega sploh ne znam predstavljati, kaj ne odgovorim, razen druga, da imamo rok do konca septembra leta 2023 in da naloga vseh partnerjev v tem projektu, da naredimo vse, kar je zakonito in omogočimo izgradnjo. Alenka, Miroslava, Življen in Asuma so 4 novi mladi prostovoljci mednarodnega projekta Evropske solidarnostne enote, ki se pod okriljem javnega zavoda Sotočje odvija že 4. leto. Kot Evropska prostovoljska služba pa sicer že vse od leta 2011. Čehinja, Bosanka, Francoz in Latvijka v naši občini prebivajo od začetka oktobra dalje in se aktivno vključujejo v mladinske projekte zavoda s poudarkom na multimedijskih delavnicah poimenovanih Pritisni in snemaj. Preko njih pridobivajo nova znanja in veščine vezane za zajem, pripravo in obdelavo fotk, avdio in video vsebin. V sklopu projekta pa bodo pridobljena znanja delili tudi z lokalno skupnostjo in izdelali končni avtorski izdelek. 4 mladi prostovoljci, ki preko programa Evropske solidarnostne enote, predhodno poznanega kot Evropska prostovoljska služba, od oktobra dalje živijo v Medvodah, se že dober mesec dni aktivno vključujejo v vsa področja delovanja mladinskega centra Medvode. Experience into the group and into the project, which is really beneficial, and I think everyone is learning a lot from each other because we are different people and we study different things and we're in different fields and everyone has experience from different areas, so it's been really inspiring, and it's been it's not only serious, it's a lot of fun. We live together in one house, so in Žlebe, which is a village, so we have a lot of fun outside of the office as well. V okviru projekta Pritisni in snemaj oziroma v izvirniku Point and Shoot with Local Youth pridobivajo nova znanja in veščine z področja multimedije, od samih osnov do oblikovanja video, audio in foto vsebin. So we are here for 9 months and all project is divided into 4 parts. In the first 2 months we are learning about photography, videography, also about audio production. We are receiving different kinds of workshops by professionals, and we are also learning from each other, not just from the professionals, and we have different kinds of gear, different cameras, different microphones, and we are using all of that to learn new skills. V naslednjih 4 mesecih na to pridobljeno znanje delijo z lokalno skupnostjo preko lokalnih organizacij. Če bo epidemiološka situacija dovoljevala, pa bodo vodili multimedijske delavnice tudi po medvoških osnovnih šolah. Finally, for the last 2 months we will be working on our own projects, depending on what it is, what we want to do. For me, I really want to make a movie about mountains or hiking here, because I'm really, really passionate about the nature that you have here in Slovenia. It's amazing. If you compare it to Latvia, like the highest peak in Latvia is 312 meters. Like the place where we live is already higher. So yeah, my expectations is definitely photography and videography of many, many mountains and nature shots. Prostovoljci bodo prebivali v Medvodah vse do poletja, skupno torej kar 9 mesecev. Stroške projekta krije program Evropske solidarnostne enote, ki je namenjen ponudbi mednarodnih priložnosti mladim v starosti od 17 do 30 let za učenje skozi delo in življenje v tujem okolju, kjer razvijajo svoje socialne veščine in občutek za solidarnost ter poglobljeno razumevanje drugačnosti. I just hope to discover a lot of Slovenian nature, and I hope to learn a lot in multimedia and photography, and build some friendships as well that last longer, and maybe study in Slovenia, but I'm not sure yet. I'm studying the journalism, etc., and so I need to improve my experience, my skills in the audiovisual. And in the second time, I really like. I already see some picture about the Slovenia,
the lifestyle, and so that's why I chose this project. I decided to come for this project to learn multimedia. During my college, I started doing photography as a hobby, and I fell in love actually doing it. But I need to do some improvement. So this project allows me to learn everything that I need, including videography, because I want to do that too. It somehow comes together when you're doing photography, you're doing videography too. 4 mladi prostovoljci pa so v dobrem mesecu dni Medvode uspeli že tudi dodobra spoznati. I was actually once in Medvode to check my friend who was a previous volunteer. And I really like it about it that it's small part, because for me, I don't like that much living in the big cities and everything. So living in small part is much, comfortable for me. So I really like it because it has a lot of nature, beautiful rivers, and I'm so used to it to live next to the river because I'm coming from Brčko and we have actually the same river, Sava, next to it. I love the experience so far. In Medvode, we had amazing opportunity to go on a electric bicycle trip. So we were all driving around like for 2 days. So yeah, it was really great. I really love the place where the rivers go together. It looks really nice. I haven't seen it in any other village before. So I think that's a really unique thing about Medvode. We have a really great coordinator who puts a lot of time into introducing us to the local community. So I think through him we got to know a lot of people. I think that given the situation, we have been integrating into the local community more than I expected. We also did a shooting of the cabaret that was last month. So yeah, I feel pretty good about meeting the local people, and everyone is really friendly, and people love it here, and people, live here and enjoy living here, so it's really nice. Actually, I really like Medvode. It's before I was living in France in a big city in general, so it's completely different because the lifestyle, we are close to the hills. We live in campaign, but something really nice with Medvode, you are in campaign, but you are close to the city like Ljubljana, the capital. So I really like Medvode, and there is a really good coffee next to the Spar. Njihove dogodivščine in izdelke pa lahko redno spremljate tudi preko družbenih omrežij na Facebooku, Instagramu in YouTubu, kjer so prisotni pod nazivom ESC in Medvode, namreč redno skrbijo za sveže video in foto vsebine svojega dela in doživeti v Medvodah in Sloveniji. Pretekli četrtek je režiser Peter Militarov s pomočjo svoje gledališke skupine ponovno na oder Treh herojev postavil šalo igro iz časa čitalniškega gibanja. Že dlje časa skrbi za to, da je med obiskovalci pirniškega gledališča še vedno prisoten narodno-budilni duh, ki je doživel svoj vrhunec sredi 19. stoletja za časa čitalniškega gibanja. Tokrat je ta ponovno oživel ob Vilharjevi igri Poštena deklica. Pred dobrim mesecem je pirniški režiser Peter Militarev na oder Treh herojev postavil Aleševčevo veselo igro Podlaga zakonske sreče. Ta četrtek pa je nadaljeval z oživljanjem tekstov, ki so služili kot narodna budilna podlaga slovenskega naroda za časa čitalniškega gibanja. Sama ideja je v tem, ker že več let odnosno precejšen del moje kariere režiranja spremljam staro dramatiko in obdobje čitalništva. S tem, ker hočem predvsem ljudem povedati, da je bila težka borba za slovenski jezik in da so bile velike težave pri nastajanju slovenske dramatike in pri uveljavljanju slovenskega jezika. Četrtkov dogodek je bilo že skorajda pravo čitalniško srečanje, na katerem so bile deklamacije, pevski zbor, ki je prepeval slovenske narodno-budilne pesmi. Kot osrednji dogodek tega srečanja pa je bila šaloigra Poštena deklica avtorja Miroslava Vilharja. Pravzaprav gre za to, da smo skušali predstaviti, kako je bilo v času čitalništva. Ko se je prepevala lepa slovenska pesem, ko se je deklamirala lepa slovenska pesem in igrala lepa slovenska enodejanka. Najbolj zanimivo pa je, da je bil avtor vsega, kar je bilo danes na odru, Miroslav Vilhar, skladatelj in
kot smo izvedeli, tudi dramatik. Sama igra je tipično enodejanka čitalniškega časa, ki vsebuje mnoge motive značilne za tisti čas. Igra govori o pošteni slovenski deklici Tinici, katero je uprizorila igralka Lucija Grm, ki si želi ljubezni klenega slovenskega možaka, Botra Frluge, katerega je igral Dare Bogataj. A vmes jo nadlegujeta nemškur gospod Kokal in lah gospod Kikl, ter posledično tudi njuni ženi, gospe Koklja in Kiklja. V sami igri je večkrat moč zaslediti tudi paralele z današnjim stanjem v Sloveniji, kar nažalost pomeni, da ali se nismo od prednikov nič naučili ali pa smo tole pozabili. Paralela je zelo vidna in jasna, kajti ponovno se to dogaja, ne? Tuji ljudje, tuji jeziki pravzaprav že osvajajo Slovenijo. Jezik, kot naš materin jezik, izgublja veliko veljavo, tako ali drugače. Ali je angleščina, ali je nemščina, skratka, ekonomija se prodaja, poroke so spet delijo že na klan, z bogatimi, revni z revnimi in ta poštena deklica pravzaprav je opomin, da naj bomo le ljubitelji svojega jezika in svoje naravi in samega sebe tudi biti pošteni in do drugih uveljavljeni z tega vidika, da poštenje velja na obeh stranih. To je pa potem dialog, je pogovarjanje, ne pa strankarsko prepiranje. Režiser in igralci so se odločili, da je potrebno na vse te težave tudi odgovoriti, kar jim je uspešno uspelo ravno preko te šaloigre. Ja, zdelo se nam je, oziroma predvsem režiserju in tudi nam igralcem se je zdelo, da malo manjka narodne zavesti med Slovenci, sploh v tem obdobju, in se nam zdi zato ta tekst zelo primeren in tudi ta predstava je po mojem tudi zelo luštno izpadla, ker konec koncev Slovencem in vsem, ki živimo na tem lepem kraju, je v nas malo spodbudila narodno zavest in nam pokazala, kam pravzaprav segajo začetki slovenščine, in mislim, da nam je to uspelo. Člani kulturno-umetniškega društva Pirniče si želijo, da bi imele njihove igre vpliv vsaj na gledalce, da bi začeli ponovno spoštovati slovenski jezik. Da pa se na to potem ne bo ponovno pozabilo, pa bo poskrbel režiser Peter Militarov. Če mi bo zdravje služilo v vsem tem svojem ciklusu, do zdaj sem potegnil iz tega obdobja 10 gledaliških takih tekstov, ki sem jih že uprizoril. In morda bi, saj pravim, če mi bo zdravje služilo, poskušal še v eni izmed teh klasičnih, ki so še v rokopisu. Članska ekipa Brinox Medvode je v 7. krogu druge slovenske košarkarske lige zabeležila poraz proti Braniku. Na gostovanju so slavili Mariborčani z 81 proti 68. V slovenskih kegljaških ligah je bil odigran 6. krog. Hidro, ki nastopa v prvi B ligi Zahod, je doma premagal ekipo iz Kranja s 6 proti 2. Na lestvici je trenutno na 5. mestu s 6 osvojenimi točkami. V ljubljanski ligi sta medvoški ekipi v 5. krogu dosegli polovičen uspeh. Hidro 2 je izgubil proti Taborski Jami 3, Hidro 3 pa slavil proti ekipi RTV Slovenija. V preteklem tednu so medvoški policisti obravnavali 3 prometne nesreče. V Medvodah so zaradi manjše škode odstopili od ogleda prometne nesreče, prav tako v Trnovcu, kjer je voznik povozil divjad. Enako se je zgodilo v Hrašah, kjer je voznica prav tako trčila v divjad. Vlomilci so tokrat vdrli v hišo v Zgornjih Pirničah ter v osebni avtomobil, ki je bil parkiran v Zavrhu. V Valburgi pa raziskujejo poškodovanje tuje stvari.
Policistom sta kratila čas tudi družinska člana, ki sta svoje nesporazume reševala na neprimeren način. Kršitelj je prejel tudi prepoved približevanja, v nadaljevanju postopka pa mu je sodnik odredil celo pripor. Policisti vse udeležence v cestnem prometu pozivajo, naj upoštevajo cestna prometna pravila in naj bodo še posebej pozorni na dogajanje v prometu v okolici vrtcev in šol. Občane tudi pozivajo na upoštevanje odrejenih ukrepov in prepovedi, ki so uvedeni za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. Opozarjajo pa na širjenje kriminala preko elektronske pošte. Storilci vdrejo elektronsko pošto, prestrezajo sporočila in vašemu poslovnemu partnerju pošljajo sporočilo v spremenjeni obliki. Bodite pozorni na spremembo v komunikaciji, predvsem pa na to, komu nakažete denar. Običajno žrtve prevaro ugotovijo šele, ko poslovni partner sporoči, da ni prejel nakazila. In to je vse, na kar vas opozarjamo danes. Na vlomilca stanovanja vas bomo ponovno prihodnjič. Spremljajte pa delo naših varuhov v modrem preko njihove Facebook strani Policijska uprava Ljubljana. To je za danes vse. Pazite nase in na vse okoli vas. Nasvidenje čez teden dni.